Zdaj pa kar bi prišli na prvi večji vsebinski sklop današnjega srečanja in povabim Emo iz Univerze v Ljubljani, da nam predstavi, kaj točno je kombinirano izobraževanje. Izvoli, Ema. Okay. Pozdravljeni, še z moje strani, slišali ste, da sem Ema. Jaz sem kar malo naokrog na fakulteti filozofski, na oddelku za pedagogiko in andragogiko sodelujem v tem projektu KIPSI. Drugače me pa mogoče nekateri malo poznate tudi iz mojega dela na andragoškem centru, tako da sem vesela, da se nam poti tako prekrižajo tudi v različnih projektih. Zdaj, moj del danes je predstavitev malo kombiniranega izobraževanja, ker pa vem in tudi vidim, da je veliko tudi znanih obrazov, ki ste nekatere take predstavitve že poslušali. Sem dodala še par primerov, ki mogoče ponovno nas dajo ta razmislek o kombiniranem izobraževanju. Zdaj, ta prva prosojnica mogoče malo suhoparna, tudi s tem naslovom, kaj je kombinirano izobraževanje. Jaz sem tukaj vseeno v prvi vrsti dala noter malo teorije, se pa veselim tudi slišati primere iz nevladnih organizacij, ki so velikokrat malo bolj vpeti v prakso in se mi zdi, da je fino, da imamo danes tukaj oboje. Tudi jaz sem par primerov že poskušala vključiti, tako da upam, da se bo našlo za vsakega nekaj. Zdaj, začela bi z vprašanjem vključevanja tehnologije sploh v izobraževanje, pa ne mislim samo v pouk v formalnem izobraževanju, ampak tudi v neformalna izobraževanja. Mogoče tema za drugič je tudi informalno učenje, ampak morda vas povabim, da hitro v chat napišete en primer, kdaj ste vključili na kakšen način tehnologijo v programe, v kjer ste bili vključeni ali kot organizatorji izobraževanja, kot izvajalci, učitelji, mentorji, tutorji, trenerji ali pa tudi kot udeleženci. Samo tako, da dobimo par začimbic hitro. Če je pa kdo to pogumen, se pa lahko tudi oglasi. Vidim, da nimamo primer. Aha, Evrod, ja. Kviz, VR tudi. Blender, VR. Spletne učilnice. Predavanja, ki so v bistvu hibridna na daljavo in skupaj. Aha, imamo tukaj v bistvu veliko orodij, malo izpostavljate. Aha, udeležba, online izobraževanj. Zdaj, zakaj sem začela s tem vprašanjem? Ker primerjalni prikaz delovanja interneta, današnjega ali pa 20 let starega računalniški muzej, super, hodim vsak teden mimo računalniškega muzeja, še nikoli nisem obiskala, se oglasim. Že tole me je prepričalo. Hvala vam za te odgovore, tudi če kdo še kaj napiše, bom malo pokukala. Zakaj sem začela z vključevanjem tehnologije v izobraževanje? Zanimivo mi je, da ste omenili internet 20 let nazaj. Jaz bom šla še malo bolj nazaj, in sicer, ko se je pojavil radio, so rekli, joj, učiteljev izobraževanja ne bo več takega, kot je bilo do zdaj, ker bomo vse lahko poslušali po radiju. Še hujše je bilo, ko je prišla televizija, ker kdo pa res zdaj rab učitelje, če lahko se vse naučiš tako, da gledaš televizijo, ne? In nekako potem z vsako novo tehnologijo pridejo spet taki pomisleki in razmisleki. Se mi zdi pa, da smo se do zdaj že naučili, da je še vedno treba izkušnjo ustrezno nekako prirediti, da je tudi učna izkušnja. Summer model nimam žal
tukaj na prosojnici v slovenščini narejenega, ampak vam bom pa sproti prevedla. Simona je že omenila to, da tehnologija kot zamenjava, to je prva stopnja, tehnologija kot nadgradnja v izobraževanju, potem pa malo višje še preoblikovanje in redefinicija. Zdaj, kaj pomeni zamenjava? Pomeni, da namesto, da pišem na tablo, uporabim grafoskop. Namesto, da uporabim grafoskop, uporabim PowerPoint. Potem nadgradnja je že malo več, že dodatne funkcije pripomočkov uporabljamo. Naprimer, če bi bila zamenjava pisanja v neki učni situaciji to, da pišemo na tablici v nek dokument, je recimo nadgradnja že to, da lahko v dokumentu sodelujemo. Se pravi, da to ni samo naš zvezek, naš dokument, kar bi bila substitucija, če samo pišemo online. Potem nadgradnja je pa že sodelovalni dokument in tako naprej. Velikokrat je težko narediti ta korak iz zamenjave proti uporabi tehnologije tako, da redefinira izobraževanje, ampak po mojem mnenju je kombiniran pouk ali pa kombinirano izobraževanje eden od načinov, kako se temu najlažje približamo, zato ker vključuje take razmisleke. Bomo malo v nadaljevanju še videli. Zdaj za začetek pa ta vprašanja. Vključila sem jih, ker so zelo dobra in fino se jih je vsakič vprašati, še posebej, če smo sami entuziastični glede neke tehnologije, ker še vedno se nam pomagajo vrniti v razmišljanje o učnih ciljih. Ne samo o tem, kako bi vključili neke nove tehnologije. Zdaj, veliko je nekih pozitivnih lastnosti, ki lahko rečemo o vključevanju tehnologije v pouk. Prvo je ilustrativnost, veliko stvari lahko zelo lepo prikažemo. Drugo je dostopnost informacij, tudi neodvisno od časa in prostora. Tudi krepitev digitalnih kompetenc, o čemer se res veliko govori tudi v formalnem izobraževanju in neformalnem izobraževanju zadnje čase. Možnost ponovne uporabe, nekako podpora pri komunikaciji, da smo lahko na vezi, da se lahko slišimo po mailu pa po chatu in tako naprej. Individualizacija učenja, ne vem, z analitiko v recimo spletnih učilnicah in tako naprej. In tudi vpliv na motivacijo, ker vseeno, še posebej, ko kakšne nove ali pa take shiny tehnologije uporabimo, je to zanimivo in nekaj novega tudi za udeležence izobraževanja. Zdaj recimo prvi primer, ki ga dam tukaj, VR kulturni dan. Mislim, da ste tukaj tudi ste predstavniki iz Celja, ki se spomnim, da ste v bistvu to že preden je taki projekt bil v enem drugem projektu naredili v bistvu nek Cankarjev VR sprehod, v katerem so sodelovali dijaki. Ampak recimo na tem primeru sem samo hotela malo ilustrirati to, kar sem zdaj govorila. Kdaj je smiselno nekaj nadomestiti ali pa nadgraditi s tehnologijo. Če grem recimo nazaj, kaj skušam doseči s to tehnologijo? Kakšen bo vpliv na moje učence oziroma udeležence izobraževanja? A to znam uporabljati oziroma koliko časa rabim, da se to naučim? In potem na prvo žogo, če samo rečemo, a bi naredili VR kulturni dan, ne, pojmo si nekaj pogledati, mislim, veliko odgovorov bilo takih, ampak recimo, kaj pa, če bi hoteli mi narediti neko interkulturnost za takim kulturnim dnevom? Kaj, če bi si ogledali nek muzej v tujini, neko naravno znamenitost v tujini, prek tega? In še to tretje vprašanje, ki pa sem ga že nakazala, ko sem povedala glede tega Cankarjevega projekta, v katerem so sodelovali na Šolskem centru Celje. Kaj, če so učenci, dijaki, udeleženci
vključeni v ta nastanek. Se pravi, da to ni kulturni dan, ki se ga udeležijo, ampak je to neko vodenje, ki ga posnamejo in zmontirajo in sodelujejo pri tem, pripravijo besedila in tako naprej. To je pa potem čisto drugačna učna izkušnja. Zdaj se vrnem na vključevanje tehnologije in predvsem bom zdaj začela malo bolj govoriti o kombiniranem izobraževanju, ker kombinirano izobraževanje poskuša nekako pobrati pozitivne lastnosti tako izobraževanja v živo kot online izobraževanja oziroma e-izobraževanja. In kar bi recimo opozorila je, da velikokrat si mislimo, da je kombinirano izobraževanje samo tukaj, ker je tehnologija zelo že vključena. Ampak za vse, ki mogoče jih zanima, da bi radi malo več tehnologije vključevali ali pa imajo neko željo vključevati take stvari, pa se morda bojijo ali pa mislijo, da nimajo še dovolj digitalnih kompetenc in tako. Naša kolegica iz Norveške, ki sodeluje v projektu Stine, vedno reče Start Simple. Se pravi, lahko je ta delež zelo majhen, pa je večji del tega pouka, ki je še vedno poteka v živo, lahko celo zelo tradicionalno, in začnemo z malim, zaradi tega, da ni to za nas prevelik zalogaj. Zdaj, nekateri ste čez ta kviz že šli celo dvakrat, ampak mogoče, da ponovite. 4 trditve bom pokazala in tudi odgovore na njih, prva pa ne. Tako da si mogoče nekam